za revijo Magnet Manga analizirala različne animeje in mange. Kasneje sem bila tudi gostja na Gaiden podcastu pri Sloanime, kjer sem govorila o zdravilnih animejih. Potem sem pa tudi počasi začela predavati na različnih dogodkih. Lahko ste me pa videli na Mofokonu, na Umiko ponavadi pridem, drugače sem pa res na spletu zelo aktivna. Jaz bom danes najprej malo govorila, kaj je psihologija, ker dosti ljudi, ki pride na moje predavanje, niti ne ve, kaj je to in kako jo sploh uporabljamo pri analizi. Tako da na koncu mojega predavanja boste vsaj malo imeli vpogled, pa mogoče tudi kakšno veščino, kako analizirati razne filme, da si boste lahko vi pri temu pač doma tudi lahko pomagali. Ker kadar mi analiziramo različne filme, lahko iz njih tudi potegnemo kakšen nasvet, lahko tudi analiziramo sebe, mogoče tudi začnemo reševati kakšno našo težavo. Potem na mojih predavanjih je pogosto tako, da imam nagradna vprašanja. Zdaj, ta nagradna vprašanja potekajo tako, da povem vprašanje in tisti, ki ga bo znal odgovoriti, ali bi ga pa rad predebatiral, dvigne roko, pridem do njega in če je v redu, če sem zadovoljna z odgovorom, dobite eno manjšo nagrado. Nagradna vprašanja bodo 3 in sicer bomo poskušali skupaj analizirati en izsek, 2 izseka iz filma, na koncu pa še glavno vprašanje. Ker jaz sem si za to predavanje zastavila vprašanje, ali je Joker, torej Joker film in potem Joker norost v dvoje, ali je to psihološki film ali ne. Zdaj najprej, kaj je psihologija? Radi vprašam tako, da tisti, ki veste, kaj je psihologija, če lahko dvignete roke, da sam vidim, ve kdo, kaj je psihologija. Ok. Zdaj za tiste, ki ne veste, psihologija je veda, je znanost, ki se ukvarja z duševnostjo posameznika, osebnostjo in njegovim vedenjem. Psihologijo ponavadi srečamo v šolah, kjer psihologi pomagamo raznim učencem z različnimi težavami. Mogoče tudi kdo pozna psihoterapijo ali pa klinične psihologe, tudi tam se pojavljamo, ampak jaz sem pa v prostem času, poleg tega, da učim otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ukvarjam še z analizo animejev, mang, videoiger, romanov in tudi filmov. Teda psihologija je lahko čisto povsod. Zdaj, kaj psihologe nas osebno zanima pri teh vsebinah, pri filmih? To, kako je predstavljena psihologija, duševne motnje, ali je zelo psihološki in pa ali se da s tem filmom, s to vsebino sploh kaj naučiti. Ali bi ga včasih se vprašal, ali bi ga jaz pokazala študentom psihologije ali ne. Zdaj, kako jaz uporabljam psihologijo v analizi? Ponavadi se vprašam, kakšno znanje imam o tem filmu, o tej vsebini. Jaz recimo o Jokerju ne vem dosti. In ko sem analizirala ta 2 filma, nisem vedela ne kaj se je dogajalo v drugih filmih, v stripih, v seriji, ampak sem res izhajala iz nule. Potem je fajn tudi se vprašati, ko analiziramo stvari, kakšno znanje sploh imamo v analizi. Jaz ga imam ogromno, ker sem že analizirala par stvari. Pomembno je znati tudi, kaj veste o psihologiji, ali poznate duševne motnje, recimo ali veste, kaj je depresija, anksioznost, ali veste, kaj je psihoterapija in seveda vaše splošno znanje o svetu, o sebi. Kako jaz analiziram in kako sem to tudi analizirala, da gledam enkrat, da si ne pokvarim filma. Ker če jaz takoj začnem nekaj gledati, analizirati, mi je to, kakor da bi imela neko delo in ni za zabavno. Zato najprej gledam enkrat za splošni vtis, potem pa gledam drugič in ustavljam. Včasih tudi vsako sekundo in si beležim, kaj vidim. Ker kot psihologinja lahko razberem iz barv, kaj se dogaja, če so bolj temne, gre za temno sceno, če nekaj osvetljeno je to bolj pomembno. Tudi glasba recimo ima določeno simboliko, tako da grem res podrobno in si beležim zapiske. Potem povežem z literaturo, to je pomembno, torej da najdem neke članke, da najdem neke raziskave in pa svoje znanje, ki ga imam iz študija, iz prakse. Po potrebi pa gledam še enkrat, če imam le čas in potem diskutiram z različnimi ljudmi. Kot sem že rekla, pomembne so tudi barve, animacija, mogoče tudi glasba.
Zdaj, Jokerja sem se lotila tako, da sem najprej pogledala prvi film, takrat ga je pač izšel, zdaj drugi film pa pred kratkim. Potem sem pa podrobno pisala zapiske, vstavljala, gledala in zraven sem tudi vzela par slik, ki jih boste videli v PowerPointu. Torej, današnja predavanje bo takšno, da bomo šli po slikah in bomo z vidika, psihološkega vidika povedala, kaj sem jaz ugotovila. Potem sem pa še povezala znanje in literaturo, ki sem jo prebrala s to analizo in na koncu je nastalo to predavanje. Zdaj, pri prvem filmu sem se vprašala, kakšno duševno motnjo ima sploh Arthur Fleck, torej glavni lik tega filma. To je ponavadi za nas psihologe zelo pomembno, ker v filmih so kakšne duševne motnje pa težave, ki jih imajo ljudje izmišljene. Ne obstajajo neke znanstvene utemeljitve ali analize, ampak si v bistvu avtorji izmislijo to sami. Ampak v tem filmu sem pa videla, da kar sledijo nekim smernicam. Zdaj, jaz sem na začetku se vprašala, kaj bi lahko razbrala iz njegovega dnevnika, torej on pisal dnevnik, hodil je neki socialni delavki in sta se pogovarjala. Zdaj, ugotovila sem, da pogosto omenja neko nošnjo maske v družbi, tudi ko pač se ukvarja s svojim delom, se smeje kljub bolečini in socialna delavka pač me naročila, da ji piši dnevnik. V tem dnevniku pa on govori, da bi si mogoče želel vedeti, ali je smrt boljša od življenja in omenja tudi dogodek, ko je enkrat videl nekega mrtvega človeka na tleh in so vsi šli čez njega in ga mogoče tudi manj skrbi, da bi on tako končal. Tudi, ker je bil že, pač izvemo, da je bil v bolnišnici, razmišlja, ali bi mogoče bil še zaprt, želi si pa dobiti zdravila za svojo motnjo. Zdaj, kaj je njegova motnja? Če se spomnite, ima neko kartico, kjer piše, da ima nek condition, neko motnjo, ker se smeje, pa ni važno, ali je nek žalosten trenutek ali vesel. To se zgodi tudi na avtobusu, ker želi povedati neko šalo, nasmejati nekega otroka, pa ga njegova mama ustavi in začne se nekontrolirano smejati. Ko sem se vprašala, ta motnja obstaja, ali se zdaj pač avtor te zgodbe to izmislil. In sem v bistvu šla raziskati in obstaja neka podobna motnja, in sicer gre za psevdobulbarni afekt. Zdaj, malo sem pa še raziskala, kaj to je, tudi v medicini sem ugotovila, da gre tudi za neke zaplete, kadar imamo poškodbe možganov, predvsem prefrontalnega korteksa tukaj od spredaj in gre za neke motnje požiranja, ampak nek afekt zraven pa je, da se lahko kar naenkrat začnemo smejati ali pa jokati. Torej, dejansko ta motnja obstaja in tudi kasneje iz zgodbe zvemo, da ko je bil ta Arthur majhen, je dobil nek udarec v glavo in sem sklepala, mogoče od takrat je ta motnja mu ostala. Zdaj, on, kar izvemo še od njega, se zelo rad pretvarja, da je v nekem domišljijskem svetu ali pa da je glavna zvezda v tem svojem svetu. Predstavlja si recimo, ko z mamo gledata neko oddajo, da pride tja in da ga voditelj oddaje pokliče in da je on tam glavna zvezda. In ugotovimo, da veliko časa preživi v svojih fantazijah. In če v življenju se norčujejo recimo sodelavci iz njega, potem na začetku filma tudi se neki mladostniki norčujejo, ko želi upravljati svoje delo, v njegovih fantazijah ga ljudje oziroma neka oseba vedno podpirajo. Drugače pa njegovo življenje, bi lahko rekli, je kar žalostno, nobeden ga ne razume, vsi se norčujejo iz njega, celo šef mu ne verjame, da je neko tablo, ki je imel, nekdo ukradel. In kar še izvemo, je sodelavcem nelagodno ob njem. Jaz sem pol videla, da se je pač Arthur postopoma zlamljal. Pač eden prvih zlomov je bil tukaj, ko pač šef reče, mu ne verjame, sodelavci ga se norčujejo iz njega, mi je neprijetno. In takrat mu tudi en sodelavec da pištolo in on se začne igrati z njo. Kar še vidimo v tem filmu je, kako so zaznane duševne motnje v družbi. Pogosto ljudje v filmu reče, pa se norčuje, pa se pretvarja, pa ta smeh je pač neumen, tako da nihče ne jemlje tega resno.
Tudi potem se zgodi, da ko dela z otroki, v neki bolnišnici ga odpustijo, ker se je začel igrati s to pištolo in takrat mu je vsega zadosti in zgodi se ta prvi umor, ker ubije neke posameznike na vlaku. Takrat sem jaz videla tudi, da on res pogosto, ko se igra nek lik ali pa beži v fantazije, se očitno nekako sprošča. Kar je meni osebno najbolj ostalo v tem filmu, je scena, kjer on spet gre k tej socialni delavki in spet se pogovarjata o njegovem življenju, o dnevniku in spet prosi za te tablete, da bi pač omilil ta condition njegov, ko on reče njej, če ga sploh posluša oziroma sliši. In to je v bistvu mene zelo zadelo, ker kot psihologinja dnevno poslušam otroke, starše, učitelje in sem se vprašala, a jaz v kakšnem trenutku koga ne slišim. In so trenutki, kako ga ne slišim, čeprav se mi zdi, da ga poslušam, tukaj on želel povedati, stalno me postavlja ena in ista vprašanja. In on je govoril o svoji zgodbi in tisto je kar ignorirala in ni bila neke bolečine. Ampak jaz sem rekla, ok, tukaj si, poslušati moram, da ti moram neke napotke, torej stalno se nekaj ponavlja. In tudi ona mu reče nazaj, da tudi družba sama, družbi je vseeno za take ljudi, kot je on. In tukaj spet smo pri vlogi družbe, kako gleda na duševne motnje, na različne posameznike. Zdaj takrat mu ona tudi pove, da pomoči ne bo več prejemal, tako da ostane brez terapije, pogovorov in tablet. Zdaj naprej se pa tudi dogaja, da on opazi v časopisih, da eni ljudje pa podpirajo ta njegov umor, ker je šlo v bistvu za ene pač delavce tam, enega gospoda v mestu, in so ljudje rekli, ok, če se loti v njih, jih odstrano, potem je to že mogoče dober človek. Torej ta Wayne, ta gospod, ki nadzoruje pač neko firmo, mesto, je tudi pomemben lik, ker takrat se zgodi v tem filmu tudi en konflikt, ko on prebere pisma temu Waynu in vidi, da mu je mama lagala, ker pride v stik z Waynom in mama mu je govorila, lej, ti si sin od njega, on laže, Wayne je pa rekel ravno obratno, ta ženska laže. In takrat je začel dvomiti v svojo mamo. Zdaj mama pristane v bolnišnici, detektivi ga zaslišujejo, in takrat tudi vidi posnetek svojega nastopa, ker vmes je šel v eno kavarno, je povedal par šal in se mu pač ni nobeden smejal, tudi on se je začel smejati in takrat se odloči, konec je, jaz bom zdaj postal pač drugačen, tudi razmišljam malo o tistih umorih, kako mi je mogoče malo odleglo, da je ubil nekoga, ki mi je šel na živce. Zunaj se pa protesti, ljudje ga podpirajo. Ko izve zdaj resnico o mami, pač se zapre v hladilnik, to je ena taka nenavadna stvar, ki se je zgodila. Priča ga oddajo, da bi nastopil v njej in detektiva dva ga pa stalno iščeta, da bi pač raziskala te umore, ki se dogajajo. Potem je on šel tudi do ene, mislim, da je bila pač ena institucija, psihiatrična bolnica, kjer bi rad izvedel, kaj se dogaja z njegovo mamo. Zdaj, razumel je, pač ko je Wayne vprašal, ej, si ti moj oče, je rekel, ne, mama si izmišljuje, ne ima tako, kaj se dogaja. In njegova mama je bila v psihiatrični bolnišnici in je šel tja in je ukradel neko kartoteko in bral njeno diagnozo. In tukaj sem se tudi kot psihologinja ustavila, da sploh vidim, a so pravilno poimenovali te motnje, kaj se dogaja in kako je potem Jokerja razložili. V glavnem piše noter, da ima delusional psychosis, narcissistic personality disorder. V bistvu, če pač malo po domače povem, ima neke blodnje, si izmišljuje strani, hkrati je pa narcisistična, daje mogoče sebe na prvo mesto, želi, da ji drugi ugodijo, nima občutka za druge in to se tudi odraža na njemu, ker ima pač podobne težave. Tudi povejo, da je zlorabljala droge, in da so tudi njega zlorabljali in od takrat ima tudi pač poškodbo na glavi, ker so ga kakšnega našli, ker so šli k njemu domov, ker so opazili pač partner od mame, ga je udarjal, mogoče tudi ona in ga je zapustila. In od takrat je dobil ta condition, ker se nenadzorovano v bistvu smeje. Tukaj sem si potem tudi pač pomagala z raznimi
z raznimi, ko bi rekla, opisi, recimo psihiatrične asociacije ali pa psihološke, kaj je to narcisistična motnja in blodnjava motnja. Pri narcisistični je bolj to, da ljudje imajo občutek nadvlade, lahko je v fantazijah ali pa v vedenju in bi radi bili res ta glavni, da bi jih ljudje občudovali. Tudi empatijem primanjkuje, so zelo sebični in pogosto tudi zlorabljajo razne substance in so nagli depresije, anksioznosti. In zdaj, če ste gledali ta film, tudi Joker kasneje, oziroma Arthur ima podobne simptome. Zdaj, blodnjave motnje so pa takrat, kadar nekdo si nekaj izmisli, ni resnično in mama si je izmislila, da je on od Wayna, ki je bil tudi njen pač bivši šef, sin. In tudi posledice so lahko zlorabe substanc in bolezni. Zdaj, takrat sem videla, da je on se drugič odločil, da bo pa postal res pravi jaz. Torej, tisti jaz, kakor sem jaz razumela, ki ga je tlačil, predvsem tudi zaradi tablet verjetno, torej te conditioni, te osebnostne motnje, in tudi je rekel, da pač smeh ni več condition, to je pač bistvo njega in da ni nič narobe z njim. In takrat se tudi odloči, da ne ubije svojo mamo. Da bi še bolj poudaril svoj pravi jaz, je začel pač nositi make-up, se je pobarval, da zgleda kot Joker, ker v tisti oddaji, kjer so se norčevali iz njegovega nastopa, je voditelj rekel, ta je pa pravi Joker, zabavljač. Takrat ga obiščeta tudi sodelavca in on reče, da se v redu, da se počuti boljše, da nehajo imati tablete in takrat enega izmed njiju ubije, zapleše na stopnicah in se podane v svet kot Joker. Temu pravim, da je Joker rojen. Zdaj vmes se še marsikaj zgodi, tudi kaos nastane, tudi eni policisti so vpleteni, tudi eden umre in postopoma pride on na to oddajo, na katero so ga povabili, kot Jokerja, kot nekoga, ki bo zabaval ljudi. Tam on pove resnico, pove, da je žrtev sistema, poudarja, da je žrtev, da so drugi krivi in da je zaradi tega prišlo do teh ubojev, pove, koga je ubil in na koncu mori tudi televizijskega voditelja. Pove tudi, da je vsak dan danes zelo awful, ne smo nesramni do drugega, in da je tak svet, da pač vsakemu se lahko zmeša. To ravno praviči svojo situacijo, da je bil rojen v družini, ki ga pač ni mara, da so ga zlorabljali, da je imel slabo življenje zaradi tega, da je bil zasmehovan strani sodelavcev. On to označi kot pogoj oziroma, da je posledica tega, da je postal Joker. In takrat jaz vidim, je tudi zaplesal kot nek ples svobode. Hkrati sem pa zaznala, mogoče tudi ljudje okoli njega zelo podpirajo Jokerja, ker ga vidijo kot nekega rešitelja sistema in on postane ravno to, kar si želijo. Torej postane Joker. Tako, zdaj na koncu še povejo don't get me in se vprašali, da sploh razumemo. Zdaj lahko se nekdo poistoveti s tem, lahko pa tudi ne. Zdaj, tukaj pridemo do konca tega, torej Arthur Fleck ima kar kompleksno diagnozo, torej osebnostno motnjo, narcisistično, tudi blodnjavo, ker gre v fantazije. In tukaj sledi prvo nagradno vprašanje. Jaz sem pogosto navajena narediti tako, da pokažem nek posnetek, potem pa vas vprašam, kaj bi z tega posnetka iz prvih par sekund skušali razbrati. In zdaj tisti, ki mi bo odgovoril, oziroma dvignil roko, bom prišla do njega, pa se bomo malo pogovorili, kaj se vidi. Torej, bodite pozorni res na vse, bodite pozorni na barve, na to, kar sem povedala, mogoče, kaj ste vi doživeli pri filmu. In ko ustavim film, pač ta posnetek, tisti, ki želi kaj komentirati, ne dvigne roko, pridem do njega, se pogovorimo in lahko dobite nagrado. The news never ends. This is 1080 GCR. You get all the news you need all day long. Good morning. It's 42 degrees at 10:30 on this Thursday, October 15th. I'm Stan L. Brooks, and here's what's happening. It's day 18 of the garbage strike. 10,000 tons of garbage piling up every day, even the nicest sections of... Ok, bi kdo kaj povedal? Prve sekunde, najbolj pomembne, začetek filma. Ste
Ste vi kakšne občutke, ideje? Tukaj je normalen dan, da ni nič narobe. Da Ja. je vse v redu. Normalen dan je, sem očito slišal, kaj se vmes se vrti Govorili so o nekako. vremenu, govorili so o vremenu, ne, Ja. najbolj trivialni stvar. Najbolj nezanimivi, tako vsakdani. In še kaj iz te slike, zdaj, ki je vstavljena rekel, mogoče o svetlobi. Vse si zaslužiš še eno mladico, ker si se upal prvi spregovoriti. Evo, grem še na eno stran. Sem damo zapiskati. Kar. Mislim to tudi, ne vem, pač nobenega, kada ne bi tako rajto, pač šli ven, Ja. kada se v bistvu ne bi nič dogajalo, da bi samo kaj malo sredne, Neko gledalo je, ne? Ja, samo tudi pač sred prostora, Ja. ko v bistvu ne bi pričakoval, Da je tam, ja. vse nekaj bilo. Torej vsi grejo. Sam meni grejo. Ja, in on je, bi rekel, da je neko središče tam, zvezda. Ja, v bistvu pač, da je, Ja, sam nobeden ne vidi tega, ne grejo kar mimo. Ja, zanimivo. Zanimivo. Še kdo kaj komentiral? Masko si daje gora, ne? Ja, torej se maže, ne? Kar Pač, da ni on, ampak da je pač, da se hoče predstaviti kot nekdo drug. Ja, torej si daje masko in verjetno vsak izmed nas ima tudi eno masko, ne, na sebi vsak dan. No to, kar so se tukaj pogovarjali, da sem jaz opazila najprej torej tudi, da je ta del ful osvetljen, zelo ga poudarjajo, ampak okolica je pa pač nepomembna, zelo je temno. In že vidimo, kdo je glavna, bi rekli, zvezda, ne, tega filma. Tako. Pa zdaj bi šli pa na drugi film in bo pač vmes podobno vprašanje, no, bo tudi nisek, temu pa sledilo, ne, to glavno vprašanje. Aha, še kakšne še namotne sem pa že v bistvu povzela, torej udarec v glavo, ki je bil majhen, sledi nenadzorovano smejanje, to je dejansko nek condition, in antisocialno osebnostna motnja lahko tudi, to so pač ljudje, ki nimajo zmožnosti vzdrževanja neke empatije, socialnih odnosov, pomanjkanje obžalovanja, tudi on obžaluje svojih del, no, ker je ubil tiste ljudi. Mogoče tudi posttraumatska stresna motnja, zaradi tega, ker so traumatični dogodki iz preteklosti, torej zloraba v družini. V tem ta psihopatska osebnostna motnja, ki sem mislila pod antisocialno, tukaj se različni psihologi tako, eni se strinjajo, da obstaja, eni ne, včasih rečemo, da je samo v filmih to, ampak tisti, ki jo analizirajo in verjamejo, da je prava diagnostika pač zanesljivo značilna za tele, no, čustvena praznina, neustrašnost, odpornost proti stresu, in on tudi pač trpi za depresijo, samomorilnostjo in zdravljenje pač poteka zdravili. Zdaj, analiza drugega filma sem pa se res vprašala, ima Arthur Fleck res to dvojno osebnost, ki jo poudarjajo. In bi kar začeli z nagradnim vprašanjem, ker spet gre za začetek filma. In sicer, če se spomnite, gre za neko krajšo animacijo Me and My Shadow. Ta film, mislim, ta posnetek bom pa malo dlje spustila. In business, you only get one chance to make a great first impression.
Bi kdo tukaj komentiral, kaj smo videli, ali pa kaj smo mogoče razmišljali o tem? To je začetek drugega filma. Ja. Kaj? Je Prisen, ki so nekako že taka stvar, ki je namenjena samo zabavnim ljudem, drug ljudi, torej to je to, kar je on hotel, da bi predstavljal tudi zabavnim ljudem. In tudi vidimo, ko pride, da so ljudje kaj, da so navdušeni med njim, kar je točno to, kar je on želel, da so želeli v središču pozornosti, so da ga občudujejo. In potem pride v svojo garderobo. Nekako si ne da maske gor, ker je ima že. Še smo to na happy face, torej kot da je on tu že. Potem pa pride njegova senca, ki nekako vida kot da njegova temna stran, ta druga osebnost. In nekako da je ta prevzela in da pride tiste grozne stvari, kot da si je on sam želil dobre stvari delati, ampak je tista slaba stvar. To je dobra razlaga. Ker tudi jaz, ko sem potem razmišljal dvojna osebnost, ne dvojna osebnost, jaz si bolj to predstavljam kot pač neka druga stran, ki je on tlačen s tabletami z vsem, pa pride na plan, tista temna stran. Ne? Bi še kdo kaj komentiral? Rekel samo, da je ta slika zanimiva, ko gledaš njega na ledu, pa njegovo senco na desni. Ja. Njegova gesta tako nenavadna, kako pogleda senco, pa vidi, da je tisto pištola. Res je, ja. Pač on kakor da se igra sam z roko, kakor nek otrok, ne? Medtem, ko ima pa njegova senca res to pravo pištolo. To je lahko, ne? Ker mi, mislim, če ga opazujemo, tudi ima tako mogoče otroško razigran. Zdaj, to je tudi lahko posledica vseh teh travm, ne? Da on še zmeraj podoživlja, je še zmeraj otrok. Hkrati pa ta senca je ta temna stran, ki pa nekoga meri. Pa tle, ne? Je še, ja. Jaz sem samo mogla poudariti, pač res sem njegov notranji konflikt, ne. Pa jaz imam občutek tukaj, da on v bistvu s to svojo senco, ne, s tem, da se on samega sebe razceli na dva dela, on v bistvu brani svojo človečnost. Tudi je lahko tako, ne, tudi kadar smo pač tematizirani se, ker razložila duševnost, tudi ponovadi pač prehajala na dva dela, na več delov in ena dejansko ščiti enih par teh delov, tako da to je lahko tudi, ne, da ga brani pred... Ker on v bistvu, takrat, ko je ubil tiste prve ljudi na vlaku, ker se je nekaj dogajalo, ker sem prej razložila, pač se je počutil zelo hudo in potem se je obranil, ne. Verjetno si od nekdaj želel nekako braniti nazaj, pa nikoli se ni, tudi ko ga tisti na začetku pretepejo na tleh, ni se nekaj branil. In verjetno takrat prvič, ne, da se je branil, imel slučajno pištolo pri sebi in tako da super opasno, ja. Bi še kdo kaj komentiral pri tem delu? Ja. Jaz bi samo povedala, ali sta ne to, ampak čisto začeten obraz na začetku pa logično, ker mi je zelo ful tako disturbing, tako fake, ker ima ta full exaggerated nasmeh, ampak ima tako rdeče oči, pa ker da bi jokoma. Pa mi ful zdela tako zelo predstavi vibe tega filma. Tako sem. Jaz sem tudi spomnil na začetku prvega filma, ker se on liči, ne tudi vadi, si pač te kotičke ustni zdaje gor, dol, kot da bi res nasmeh. Si želel imeti mogoče prisiljen nasmeh, ali pa nekaj ga opazujem, ko se on smeje, dosti krat zela, kot da je v zelo veliki bolečini. Ker so scene, kjer bi rad jokal, pa se smeje. Tudi v drugem filmu je ena taka, ki bomo videli, ne. Tako da, ja, zanimivo. Prosim. Imaš nekdo kakšen komentar? Ker drugače grem hitro čez to analizo drugega filma, potem pa sledi glavno vprašanje, ali bi rekli, da je to psihološki film. Zdaj na začetku drugega filma sem jaz videla, da je Joker absolutno zlomljen, pa čuti se neka ujetost, vse povsod so temne barve, rutina je,
kot da nima neke osebne svobode, prostora zase in meni najbolj zanimiva stvar je psihološki intervju. Na tem psihološkem intervjuju se pač pogovarjajo o tem, kako bi zdaj utemeljili, kaj je naredil, zakaj je ubil tiste ljudi in med drugim postavlja vprašanja, ki so zelo mogoče bila včasih značilna, pa so tudi zdaj, tega 100% ne vem, za neko dvojno osebnost oziroma za neko traumatičnost. Sprašujejo ga, pa si videl luč, pa se ti je zdelo, da zgubljaš spomin, take stvari. In res naštevajo značilnosti te dvojne osebnosti, kot da bi želeli to potrditi. Ko bom potem razložila, kaj to je, ne gre za neko travmo in ta duševno se razdeli, ampak nadaljevanje bolj podrobno. Vmes se dogaja marsikaj, ta film se mi zdi kar leti, vmes so razne glasbene scene, ampak opaža se pri tej sceni, kjer si prižge pač cigareto v tisti jetniški celici, da Joker še živi. Tukaj pač ta silhueta in on pač kadi cigaret. Ljudje ga hvalijo, tudi zunaj, zelo so na njegovi strani, da bo začel neko revolucijo, da bo ubil tiste, ki so zlobni. In tudi takrat v tej instituciji, ko gre na neke plesne vaje, ker gre en policist tam pač prijavi, oziroma paznik, spozna Lee in rodi se ljubezen. Ko sliši, da je možna smrtna kazen na televiziji, ki gledajo pa sledi nek zlom, to sem preomenila, ker tam je zunaj drž padom bil, ko se pa smeje, ker spet gre za ta njegov condition. Takrat tudi začnemo razmišljati o maščevanju, o begu, razne spletke se dogajajo in ni govori we gonna build the mountain. In hkrati mu reče, želim si videti pravega tebe, tudi ličila mu prenese, da se pač zamaskira v Jokerja. Za mene osebno so pa te scene najbolj zanimive, ker takrat ga vpraša, ali imaš dvojno osebnost, a se kaj dogaja s tabo, gre na en intervju na neki radijski postaji in popira besede, dobesedno tiste psihiatrine, ja, izgubljal sem spomin, ne spomnim se, imel sem traumatične izkušnje, Joker, nisem jaz Joker, to je samo en delček mogoče, ki je izmišljen. In tukaj sem se vprašala, gre za dve osebnosti ali pač dve osebi, ker če gre za dve osebnosti, mi lahko imamo različno osebnost oziroma v eni situaciji smo takšni, v eni smo drugačni. Če pa gre za dve osebi, kot tudi oni namigujejo, je pa tako, da je verjetno njegova duševnost razdeljena na Jokerja in Arturja. In jaz sem si postavljala vprašanje, ali je tu res ali ni. Torej, ali ima on to nekoga dvojno osebnost ali ne. Spet vpraša tega voditelja, televizijske postaje, do you really care? A me res mar, ker se mu nekaj postavlja in ne želi slišati njegove prave zgodbe. Potem tukaj sledijo še scene s to novo ljubeznijo, tukaj je poimenovana Harvey Quinzel in velika podpora Morelisu, torej Jokerju. Potem sem pa se največkrat ustavila tukaj pri tem sodišču, ker so začeli razlagati, kakva je njegova diagnoza. Ta prva stvar, ki se je poudarila, je, koliko časa je trajal ta psihološki intervju z njim. In bilo je 89 minut in še govorili so, da je to premalo, da verjetno niso izvedli vseh testiranj, verjetno je res, pač ni bilo tako podrobno. So pa omenili, da ima 4 duševne motnje in so poimenovane na nek starejši način, tako da sem šla potem iskati, kaj to je. Prva je long standing sadness. To ne bi bila neka motnja podobna depresiji, samo da je res dolgotrajna, se pojavlja dolgotrajno, torej ni tako močna kot depresija, ampak je eno stanje mogoče prej. Nekdo ima nekaj časa, jo pa pol ne več, ko bo rekel neka sezonska depresija, potem ta narcisistic self-centeredness, ne obstaja več poimenovanje, to je narcisistična osebnostna motnja, ker smo jo pač preomenjali. Ta friendlessness je bolj zdaj poudarjeno, da so težave z navezovanjem stikov, osamljenost, takrat so poudarjali, aha, je brez prijateljev. In indifference to the feeling of other je pa pomanjkanje empatije, pogosto zdaj poimenovano. Torej, on ima vse te značilnosti. Zdaj, to so do tistega intervjuja vprašanje, kaj so ga vprašali, na kakšen način, je pa res z 89-minutnim intervjujem res težko ugotoviti mogoče neke podrobnosti. Podpora Jokerju pa še zmeraj narašča, tam na sodišču, zunaj sodišča in potem ni govori he's not sick, he's perfect.
in vsi želijo Jokerja, želijo nek šov. Tukaj tudi zvemo, da je ona pač šla na šolo za psihiatrijo in da pogosto tam nekaj spletkari, pa gre v kakšen zapor, pa gre v psihiatrično bolnišnico. Stalno se tam nekaj dogaja in takrat sem videla mogoče, ona tudi nadzoruje ta šov, on se tudi predstavlja, ne, da je stal na šovu, pa nadzoruje njegov šov. In tukaj sem videla mogoče kakšen dvom, kaj se zdaj dogaja. Pa so mu povedali, da li ene stvari sem je v bistvu izlagala. Zdaj, kar mi je še zanimivo, kar je bil na sodišču, se je zlomil v besedah mame. Namreč vprašali so njegovo sosedo, kaj ona misli o Arturju. In je rekla, vsega nisem poznala, ampak sem se pogosto z njegovo mamo pogovarjala. In njegova mama je rekla, da je nekaj narobe, da je stalno fantazija, stalno si nekaj izmišljuje, da tudi, da je sovraži njegov neumen smeh. In govorila tudi o obdobju, ko je želel pač narediti samomor, in ko je bil samomorilen in depresiven in da si je takrat smislila eno stvar in sicer, da mi je rekla, da je na tem svetu, ne, da prenaša joy, veselje drugim. In od takrat sledi vzdevek happy. In ni mogla verjeti, da je on tako dobesedno vzel to vodilo, da je svoje življenje posvetil temu, da bi drugim prenašal srečo, joy. Takrat on razmisli in se zlomi in počasi se prebuja, ne, ta Joker, torej ta, ko je rekli, temna plat. Popoln nadzor ima potem, odpusti odvetnico, postane sam sebi odvetnik in potem ima tam res nek šov. Tukaj je še ena pesem, There is always a Joker, always a loner clown, to se mi je zdelo zanimivo in The Joker is me, poudarja. Ker prej zmeraj je poudaril, nisem jaz Joker. Tukaj sledi še zaslišanje njegovega sodelavca, ki pove, da to ni on. In meni je zanimivo, da ta njegov sodelavec Gary je govoril, ne, ti nisi Joker, medtem ko njegova socialna delavka, ki je pa brala Dnevnik, je pa rekla, ja, ta Joker je dejansko on. Tako da videnje različnih prič, videnje nekoga, ki je imel mogoče boljši pogled na to, kaj se dogaja, ker on kot Artur je tudi pisal stvari, pa kaj bi se zgodilo, če bi mogoče, ne vem, koga ubil in tako, medtem ko Gary je videl samo eno stran. In Joker mu to tudi pove. Na koncu sedi še izraz, da je Soulfolks, takrat ne ima res dopolni nadzor, nadzira vse. Na koncu se pa zgodi, no, da se na eni točki odloči, da bo povedal resnico, pove še, da je mamo ubil, ker tega niso vedeli, in takrat, ko pove, da on ni Joker, da je samo Artur, podporniki njegovi ni odidejo in na koncu sem to dožel kot neko poslavljanje, tudi na koncu je videl nekoga z masko, podobno na njegovi, kot da se poslavlja od tega dela življenja in gre naprej. Tudi Lisa ne zanima več zanj, ker je bila zaljubljena v Jokerja, spet je v samoti in na koncu vidimo eno sceno še, kjer gre ga to risanko, življenje je nek šov, bi se rekla, in na koncu je spet Artur na flek, torej ni več Joker. Zdaj, jaz bi tukaj sem še poudarila to dvojno osebnost. Zdaj, izraz dvojno osebnost v diagnostiki ne obstaja več. Zdaj imenujemo disociativna motnja identitete, tako smo se tudi na fakulteti učili in sicer gre za to, da se naša identiteta duševnost razdrobi, ko smo prej govorili na več delov. Pogosto je v tem delu nek otroški del, nekaj odrasli, lahko so različnih spolov, starosti, lahko tudi niso ljudje. Dogaja se pa to, da se preklapljajo z enega v drugega, da vmes je neka izguba spomina, zato ga tudi sprašujejo, ali imaš izgubo spomina, ali nimaš. Zakaj se to zgodi? To je pri velikih travmah, zlorabah, ker želi duševno zaščititi samega sebe in se pač razdvoji. Ampak pogosto je prikazana v filmih, da je ta duševnost, drug del, druga oseba zelo zlobna, da je morilc. V resnici pa pogosto ni tako, ampak tisto oseba je mogoče najbolj samozavestna, včasih reče, da ne, zaščiti. Zdaj, če bi želeli pač več izvedeti od te teme, tudi na YouTubeu je veliko videoposnetkov, tudi tisti, ki sami imajo to. In jaz tukaj sem res razmišljala, ali ima on to motnjo, ali ne, in se mi je bolj zdelo, da ima bolj prejšnjo temno plat, pa da je plača to s tabletami, pokar da se je duševnost razdvojila, ker pogosto, kadar on opisuje stvari, se jih spomni.
Nisem pa 100%, ker res bi rabila več informacij. Če pa že ima to motno, je pa pač tako pomenovana in je tam, da ga v bistvu čuva. Zdaj pa še zadnje nagradno vprašanje, ima še kar nekaj nagrad, zdaj to je pa bolj splošno vprašanje. Kot ga odgovorimo, bom še svoj del povedala, ali je Joker psihološki film in zakaj? Lahko to odgovorite, ker to je moje glavno vprašanje, če pa niste tukaj vešči, pa ne veste, lahko tudi primerjate Jokerja, če ga poznate v drugih delih, lahko poveste mnenje o filmu, kaj si mislite. Mogoče tudi vprašanje, zakaj so ljudje podpirali Jokerja, ne podpirali nekih morilcev v družbi, ali pa še kakšen dodaten komentar, ki ga nisem predvidela. Torej, namen mojih nagradnih vprašanj je diskusija in vsak odgovor nagradim, ker želim nagraditi znanje, da si boste kje tudi upali, ne sem tukaj povedati kakšno stvar. Tako da, katerokoli vprašanje odgovorite, pa date komentar, bo v redu. Tako da, tisti, ki bi rad začel, ok, se bo nekaj za začetek. Najprej tam pa. Jaz mislim, da Joker je definitivno psihološki film, ker meni se zdi, v bistvu tega filma, kam pa človek družba poide posameznika. On je non-stop na robu te družbe, on se dansko, pa ko smo rekli, jaz mislim, da se on trudi biti dober, on ima dve osebnosti, ne pa dve osebi. On dejansko začne iz Arthura Flecka, ki hoče biti dober, tudi ta gej reče na sodišče, edini, ko si biti dober, do mene v službi. On se trudi biti dober, on proba delati prave stvari, ampak nima nobenega učinka, oziroma nima uspeha. Ampak, ko pa on hodi pač ugajati, da bi drugim ugajal, ampak ko pa on začne narobe stvari delati, ko ubije tiste 3 finančne stripa, takrat, ko se spremeni družba, začne drugače delati njega. Takrat pa oni začne delati tisto, kar skozi skrepanjal. Se pravi, kot Arthur Fleck je bil nobody, ko pa začne delati narobe stvari, kar bi naj bilo skregano z neko družbo, takrat pa ga vsi začnejo poveličevati, ga začnejo na televiziji kazati. In potem zato tudi jaz mislim, da je on res postane, oziroma sprejme lik Jokerja, takrat, ko se on odloči, da bo Mario bil pred vsemi. Se pravi, če ti zdaj narediš umor na televiziji, živo, takrat ne moreš da ti reči, da nisi kriv. Se pravi, on takrat pride do tega, bi rekel, nekega zgodbenega loka, od tega bil sem nihče, delal sem prav, trudil sem se, ampak nihče me ni upošteval, do tega, da pač vsi me zdaj imajo radi, protesti so proti neki oblasti, temu Waynu, recimo. In zdaj bo pač jaz nadgradil to vse, da dam ljudem tisto, kar hoče, kar on več čas govori, pač give people what they want. In takrat on pa res sprejme to vlogo, tudi pa na koncu v drugem delu, ko pa vidimo tisti upad, da spet iz Jokerja pa na koncu postane samo Arthur Fleck, in pač za en čas jim je dal tisto, kar jim je hotel dati, oziroma kar je ljudstvo želelo, na koncu pa Joker ni več, pač je spet samo pač postane pač. Zato jaz mislim, da nista dve osebnosti, da je pač samo on želel dati ljudem, kar hoče, oziroma da bi dobil tudi nazaj tisto, kar je on hotel, se pravi občudovanje. To je to glavna zvezda. Ja, ampak ko je delo slabe stvari, ampak njemu bilo dejansko vseeno, kaj dela, samo da ga ljudje gledajo. To je dobra analiza, ja. Jaz se tudi strinjam, da bolj kot tista motna je to bolj toga. Tle je še nekdo. Ja. Zakaj so ljudje podpirali Jokerja? In tu mislim, da se zavezuje na eno podobno podobno teh filmih, ker je ta kontrast med revščino, med tako bedo, ko ljudi živeli v mestu, v katerem bi realno živeli, v centru tega, pa tem zbliščem teh bogatašev, pa njegove fantazije. Vse te njegove fantazije, ki se izmišljajo v filmu, za začetku tega razkošja se odpira iz nekakve disfunkcionalne družbe, da tudi on dobil, bi rekel, pozornost za nekaj sem videl, tako pozitivne, tukaj, kako si rekla, se nakratikaš.
se vidi ful pozitivno, ne, to vlogo. In verjetno se pač dan danes tudi v družbi marsikaj podobnega ne dogaja, ker nekdo, ne vem, naredi neko umor, neko slabo stvar, ampak ljudje vidijo to kot neko priložnost za rešitev ali pa da se bo spremenila družba, kaj podobnega. Še kdo bi imel? Ok. Ja. Zdaj, to še en dodatek na to tretjo točko, vse, če pogledamo, vse se tudi v naši družbi dogaja podpiranje morilcev, ne? In če recimo pogledamo čisto ta primer tega Luigija, je dejansko ista scena, ne? Ki je v bistvu pač dejansko je Joker. Mislim, ne zdaj, da ima on neke mentalne težave, mislim, ne vemo lahko, da jih ima, ampak dejansko je ista scena. Pač nekdo, dobro, zdaj je biznižega stvar, ampak tako, nekega bogatega vplivneža smo pospravili boj do polsko, ja, pač dobesedno je ista stvar, to se v naši družbi dogaja, mislim. V filmih, ampak je vse okoli nas, ja, je res, no. Prosim, še kdo komentiral kakšno vprašanje, temo odprl? Torej lahko komentirate film, kak se vam je zdel, ali je bil psihološki za vas, ali imate kakšno temo, mislim, komentar še od podpiranja Jokerja. Ja. Jaz sem se sam spomnil, zdaj prvi film je bil večkrat bolj z realnostjo povezan, ne? In se mi zdi, da je veliko narcisije vidne v drugem delu, ker v bistvu njemu poda ta odvetnica to kot za obrambo njega mu poda idejo, da ima dve osebnosti. In jaz mislim, da on sam se zaveda, da to pač ni res in vzame to kot resnico. In ker se zaveda teh slabih stvari, ne, še zdaj se počuti kot pošastni, še samo zato, da bi se malo boljš počutil, se začne govoriti sam, da pač je to res in da ima dve osebnosti. Pol na koncu film pa pač nekako se zaveda, da to ni res in zato kot neka biti Joker, ne. To tudi, ker je imel tisti intervju na radiju in je, ker sem gledal dobesedno kopiral, kaj tista psihiatrinja rekla, ja, zgubljen spomin, sem videl tamo, dobesedno kopiranje. Še kdo, kaj komentiral? Še nekaj nagrad imamo. Bi rekel, uvodna sekvenca, tako še bilo zelo zanimiva, ta njegov boj s svojo senico. Mislim, skozi cel film, to nekako poteka. Sem postavil vprašanje, kdo je tista centralna figura, on kot oseba, ker dejansko ne more biti, ali njegova senica. Ljudje tega ne prepoznajo. Ker tisti za ljudi njegova senica bo realna kot on sam. To je tako zelo tragično. Ja, dejansko je, ne. Se mi zdi, mislim, ta film, ta risani film na začetku res zelo, zelo dobro povzame vse skupaj. Ne borba, stalna borba, kdo bo, kaj bo predstavljal tega Arturja, ne, tam, ko ga tudi opisuje nepogledno, malo otroči, tako ali onega, samozavestnega Jokerja. Še ena nagrada sem dala, ker... Bi še kdo kaj komentiral za na koncu, če vas lahko bolj še vprašali. Ker če ne, bi jaz sam povedala na kratko, kaj si jaz mislim in na koncu bo še pač kratko čas za kakšno vprašanje. Zdaj tukaj je velika razlika med tem, kaj pač laična populacija misli, jaz kot psihologinja, ker ta film je v bistvu bil predlagan za analizo in jaz se pogosto vprašam, ali lahko ta film pokažem študentom, ali lahko pokažem kakšnim svojim učencem, dijakom, ali uporablja psihološka znanja, ali so kvazi psihološka znanja iz bolj popularne kulture, ali v meni zbudi tudi določena čustva, mišljenje in najbolj pomembno zame, kako je prikazan psiholog, psihiater, in tudi ali temelji na neki travmi, ker pogosto opažam, da ljudje, ki rečejo pač neke psihološke, izpostavljajo ravno to, travme, depresija, anksioznost, jaz pa bolj psihologijo vidim v tistih filmih, serijah, ker ni poudarka na temo. Tako da meni osebno, kot psihologin, se ta film ni zdel tako zelo, zelo psihološki, ampak vidim psihološko vrednost, ker ste vsi tukaj nekaj komentirali v psihologiji,
Verjetno bi ga bolj pokazala neki laični populaciji, a mogoče tudi študentom psihologije. Se pa strinjam, da je prvi film meni osebno bil bolj psihološki, sem bistveno večkrat ustavila film, raziskovala, ampak če jo povežemo skupaj, ima ta res neko psihološko vrednost in spodbuja različne debate. Samo moji kriteriji, kaj je psihološko, kaj niso, pa zelo specifični, ker pogosto res gledam točno določene stvari, da so noter, in tudi vloga psihologa. V prvem filmu zelo dobra, ta tudi na mene letela, ali poslušam svoje učence, dijake, ali sem sam tam pod neka nesenca. Tako, to je bilo z moje strani vse. Zdaj pa, če bi kdo imel še kakšno vprašanje za me, lahko je vezano na Jokerja, psihologijo, drugače pa ja, me najdete na spletu, na Discordu sem predvsem tam, ki je Mofokon društvo, aktivna psihologija animejev, na Instagramu, Facebooku. Pa če ima še kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim. Kateri so pohvalili tipični psihološki filmi? Jaz recimo bolj gledam animirane serije, anime in tako, recimo Psycho Pass je ena taka serija, anime. Potem zelo rada gledam, znanstveno-fantastični filmi so mi zelo, zdaj se kakšnega spomena na prvo žalo. Bom mogla res dobro razmisliti. Psycho Pass je recimo en film, ki je mene anime, ki je mene spodbudil k študiju psihologije. Potem zdaj mogla res malo razmisliti. Ampak pogosto gre to za filme, kar sem pač na podcastu razlagala zdravilni animeji. Recimo eden tak, meni osebne, Restaurant Another World, ki je dober anime, ker govori o tem, kako lahko hrana med nami pač pomeli neke konflikte, ker tam so ljudje iz različnih ras, iz različnih dimenzij in pridejo tam in je rečeno, ne, tukaj se samo je in se ne bojuje. To so pač taki animeji, ker se veliko je. Zdaj recimo v tej sezoni je na anime, ker tudi neke študentke jejo hrano, sem da je Food to the Soul, nekaj podobnega, ali Food of the Soul. Taki mene zelo pritegnejo, ker, ne vem, pogosto slišim je psihološki, pa so travme, pa depresije, jaz imam tega počasno kufer, ker je tudi moje delo in iščem res nekaj, da prikaže tudi drugo stran, tisto pozitivno. Je pa vsekakor Joker ima psihološko vrednost. Psycho Pass, če pa kdorkoli ni gledal, pa priporočam vse prvo sezono, ker se tudi ukvarja s tem, kakšna družba je lahko v prihodnosti in tudi ena scena, ki sem jo gledala takrat, ko je šel anime, ker sem rekla, to se ne more zgoditi, pa se zdaj dogaja. Torej, dosti stvari se je že zgodilo. Sigurno znanstveno-fantastični filmi. Je pa res zadnje čase bolj gledam anime, kako take filme. Še kdo kakšno vprašanje, komentar? Če ne, bi se vsem lepo zahvalila, da ste prišli, sodelovali. Upam, da se še kdaj vidimo na mojih predavanjih. Hvala.